Lepo pozdravljeni. Torej, komorna skupina saksofonistov iz Gornje Radgone, Take Nine Orchestra, bo glasbeno prepletala naše besede. In melodije, pete melodije so zaupali Tjaši Lesjak. Torej, dobrodošli znova v Gornji Radgoni na sejmu z več kot pol stoletja staro tradicijo. Spoštovani zadružniki, cenjene zadružnice, spoštovani visoki gostje in seveda vsi drugi obiskovalci, čas je torej za tisti slovesen del na današnji dan, ko je dan, vaš dan zadružnikov. V mednarodnem letu trajnostnega turizma za razvoj takoj pomislimo na medsebojno povezanost in prepletenost turizma, kmetijstva, podeželja in lokalne hrane. Brez obdelanega in poseljenega podeželja, zanimivega za obiskovalce seveda, brez kakovostne lokalne hrane, ki jo lahko obiskovalec zaužije in kmet pridela na svoji njivi ali v hlevu, ni obiska turistov, ni zelenih delovnih mest in ni krožnega gospodarstva. Slovensko kmetijstvo in zadružništvo že 145 let omogoča pridelavo lokalne hrane, ohranja obdelano in poseljeno podeželje, kulturo, tradicijo, običaje in navade, ki so zanimivi za obiskovalce. V zadnjih letih je opaziti tudi več mladih na kmetijah, ki nadaljujejo delo svojih staršev in razvijajo povsem nove pristope na kmetiji, ki prinašajo višjo dodano vrednost in so zanimive tudi širšemu krogu posameznikov. Tovrstni premiki spodbujajo nove oblike podjetništva v kmetijstvu, razvijajo tudi nove tehnologije, ki vse bolj sledijo trendom digitalizacije in avtomatizacije v pridelavi in predelavi in zagotavljajo večjo konkurenčnost na globalnih trgih. Znanje postaja ključno pri delu na kmetiji, v zadrugah in v podjetjih. Povezanost prakse in stroke je recept za uspešno gospodarjenje. Napredek in razvoj močno bogatita tradicija in vrednote, ki so se v slovenskem zadružništvu gradile 145 let, ki še danes združujejo sodelovanje, poštenost, enakopravnost, vzajemnost, demokratičnost, socialno odgovornost v skrbi za druge, pa seveda bi še lahko naštevali. In na sejmu vsako leto posebno mesto pripada vam, zadružniki in zadružnice, ki ste se posebej izkazali v svoji zadrugi, ki ste svojim delom, prizadevnostjo in vztrajnostjo gradili zadružne vrednote in jih delili z drugimi. Skrbite za razvoj lastnih kmetij, za razvoj zadruge, kraja, v katerem živite, slovenskega kmetijstva in podeželja. In zdi se mi, da ima prav v vas v mislih zapis, ki pravi: dobre stvari pridejo k tistim, ki si jih želijo, boljše stvari pridejo k tistim, ki čakajo, najboljše stvari pa pridejo k tistim, ki ne odnehajo. Pridelava kakovostne domače hrane, slovensko lastništvo kmetijske zemlje, ki jo obdelujete z dušo in srcem, ter obdelano ter poseljeno podeželje so temelji narodne samostojnosti in prehranske varnosti vsake države. Mi smo ponosni na vas in vi bodite ponosni nase in na svoje delo. Tako bo žito zrelo in kašče polne, kot je naslov naslednje skladbe.
Domnevam, da ko je žito zrelo, v takšnih živahnih ritmih poteka vaše delo naprej, kaj ne? Torej, Take Nine Orchestra, le na kratko naj vam jih predstavim. Že 20. leto so skupaj, prehodili so milje dolg sprehod med velikani džezovskega ustvarjanja prejšnjega tisočletja. Prvotni skupini so se kasneje pridružili številni glasbeniki iz Pomurja, ki so jih dodali unikaten pečat. Njihov repertoar obsega ogrlico legendarnih skladb, velikih orkestrov in jazz obdobja, swinga, Dixilanda ter latino jazza. Njihovi izvedbi bomo danes še prisluhnili. Zdaj pa ima besedo predsednik Zadružne zveze Slovenije, gospod Peter Vrisk. Spoštovani zadružniki, dragi prijatelji, spoštovani gostje, lepo je videti nabito polno dvorano tukaj v Gornji Radgoni vsako leto. Lepo je biti na sejmu tukaj v sredo, ko je zadružni dan, ko vidimo, da je sejem najbolj obiskan, to kaže tudi, da številno udeležbo pokažemo tudi moč našega zadružnega sistema. Seveda pa glede na to, da imamo danes res visoke goste tukaj v naši sredi, najprej prav lepo pozdravljam predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja. Lep pozdrav. Z nami je tudi predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, gospod Mitja Brvar. Prav lep pozdrav tudi magister Dejanu Židanu, ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in pa vsem njegovim sodelavcem. Lep pozdrav tudi poslancem Državnega zbora Republike Slovenije in svetnikom Državnega sveta Republike Slovenije. Lep pozdrav tudi predsedniku Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Cvetku Zupančiču. Z nami je tudi Tatjana Zagorc, direktorica živilskih podjetij v gospodarski zbornici, ki je tukaj. Lep pozdrav tudi Anki Miklavič-Lipušček, predsednici zbornice živilskih podjetij. Janez Erjavec, ki se vsak dan tukaj srečujemo, čestitka za lepo organizacijo sejma, ki je zelo uspešen letos in lep pozdrav tudi. Potem so z nami tudi zamejski Slovenci iz Italije in Avstrije. Vse skupaj lepo pozdravljam, lepo pozdravljeni. Vsako leto, že dolga leta so naši gostje tudi Rade Jovanov, predsednik Zadružne zveze Vojvodine in njegovi sodelavci. Ga že vsi poznate, verjetno. Potem je tukaj Nikola Mihajlović, predsednik Zadružne zveze Srbije, sodelavci. Pa Mende Ivanovski, predsednik Zadružne zveze Makedonije, sodelavci. Pa seveda ne morem, da ne pozdravim tudi Maje Žibert, Vinske kraljice. In pa seveda tudi direktor in predsednikom uprav našega zadružnega poslovnega sistema, Sonja Nadoli, potem Peter Zadel, Kmečki glas in pa predsednik uprave Semenarne Ljubljana so tukaj prisotni. Lepo pozdravljam. Torej, na tem sejmu letos je veliko govora o trajnostnem razvoju. Veliko je besed v tem prostoru zadnja leta, ampak seveda, ko govorimo o trajnostnem razvoju, moramo videti, kaj so dejstva, ko kdo o tem govori. 145 let zadružništva na Slovenskem prav gotovo kaže na to, da kmetje združeni v zadruge vemo, kaj je to trajnostni razvoj. Vsak kmet na svoji kmetiji mora trajnostno kmetovati, če ne slej, ko prej pride do kolapsa. In to se mi zdi, da je tudi izjemno pomembno, da tudi za naprej na to tako gledamo. Tudi ta sejem, ki je že 55 let tukaj na tem prostoru, mislim, da se res lahko pohvali s tem, da ve, kaj je to trajnostni razvoj. In kmetijstvo in pa to naše zadružništvo je v teh letih doseglo velike napredke. Lahko rečemo, da smo eden najbolj uspešnih zadružnih sistemov, ne samo, če govorimo o državah Zahodnega Balkana, ampak tudi v celotni razviti Evropi. Imel sem priliko videti praktično po vseh evropskih državah, kot podpredsednik Ope Kodžeke pred leti, kaj imajo tudi v drugih državah, pa tudi ostali gostje, ki prihajajo k nam priznajo, da smo napravili res velike korake. Povečali skupno premoženje v zadrugih, povečali skupni promet,
Tudi je pomembno to, da ohranjamo seminarstvo s tem, ko smo vključili v zadružni sistem Semenarne Ljubljana. Banka je pomemben faktor tukaj, ki tudi beleži najboljše rezultate v zadnjih letih. Tudi če gledamo poslovanje zadrug za lansko leto agregatno, imamo najboljše rezultate v zadnjih 20 letih, kar je izjemno pomembno. Seveda, velikih dobičkov v zadrugah ni, ampak to, da pozitivno poslujemo v veliki večini zadrug, je izjemnega pomena. Seveda so pa pred nami tudi razni izzivi. V preteklih letih lahko rečemo, da smo uspeli uskladiti zakonodajo, tako da mislim, da ni več zakona, kjer bi zadruge bile diskriminatorno obravnavane. Seveda pa s tem še nismo zadovoljni. Glede na to, da so naše zadruge, skrbimo za skladen regionalni razvoj, da se družbeno odgovorno obnašamo, da smo neke vrste socialna podjetja, bi bilo prav, da imamo tudi določene davčne olajšave in to je naša naloga tudi za prihodnost. Potrebno bi bilo, da ponovnoma uvedemo zadružno revizijo. Tu jaz mislim, da je to ena zadeva, ki je bila zelo po krivici odvzeta zadružnemu sistemu in upam, da bomo čim prej tudi to nekako uskladili. Seveda, ko se pogovarjamo o konkretnih projektih, vidimo, da so mogoče naša pravila to v okviru zadružne zveze, kot tudi v okviru zadrug malo preveč ohlapna. Naša naloga v prihodnosti bo, da se dogovorimo, da bodo ta pravila malo bolj obvezujoča, kajti ko pridemo do nekih konkretnih projektov, enostavno vidimo, da je, če nimamo prav postavljenih pravil, takrat, ko nekomu odgovarja, potem bi bil zraven, naslednji dan, ko mu ne odgovarja, pa ne bi bil. In zato smo včasih pri kakih projektih ne moremo doseči tistega, kar bi želeli. Ena pomembna tema v zadnjem času in pa tudi na tem sejmu so tudi podnebne spremembe. V ponedeljek smo imeli studijo ob 17. na Slovenija 1. Vidimo, da smo letos dali že vse skozi suša, pozeba, toča. Tudi po drugih državah vidimo, kaj se dogaja. Seveda po eni strani pač je treba več dati na zavarovanje, kot imajo tudi po drugih državah. Po drugi strani pa se je proti tem podnebnim spremembam potrebno tudi nekako boriti. Tu bi najbolj izpostavil namakanje. Mi smo ena najbolj vodnatih držav v Evropi, vendar nam ta voda praktično vsa uteče, potrebno bo tu nekaj narediti in zelo pozdravljam to, da je vlada zdaj v zadnjem času sprejela nek srednjeročni plan namakanja tukaj v Sloveniji. Čim prej bi morali to spraviti v prakso, kajti podnebne spremembe so tako hitri, da čez 20 let se bojim, bo kmetijstvo v Sloveniji prepolovljeno, če glede namakanja ne bomo kaj več postorili. Skupna kmetijska politika po letu 2020. Minister je zadnjič organiziran posvet ministrstva, fakultete in pa tudi nevladnih organizacij, kjer smo v celodnevnem pogovoru nekako govorili, kaj si predstavljamo, kakšna bi naj bila skupna kmetijska politika po letu 2020. Ko se pogovarjam s kmeti, ko grem dnevno po Sloveniji ali tudi tukaj na sejmu, nekateri kmetje pravijo, dajte nam pošteno ceno, mi ne rabimo nobene miloščine, mi ne rabimo nobenih subvencij. Tudi jaz se s tem strinjam. Vendar je celotna kmetijska politika Evropske unije naravnana v tej smeri, da seveda cene so nizke in bodo nizke. Vidimo sploh, kar od ruske krize naprej so te cene katastrofalno nizke. In seveda samih cen ne bomo mogli videti, ker Slovenija sama pač je premajhna, da bi sama šla neko svojo kmetijsko politiko. Mi moramo enostavno doseči to, da v teh pogajanjih za Slovenijo spogajamo tisto, kar nam pripada. In to je pomembno delo tako nas nevladnih organizacij, Kmetijsko-gozdarske zbornice, Zadružne zveze v okviru Kope-Kodžeke, tam se zadeve najprej začnejo. Mi moramo tam najprej kmete ostalih držav prepričati, da Slovenija rabi neke primerne podpore. Potem pa seveda v tistih konkretnih pogajanjih, pa seveda minister za kmetijstvo in njegova ekipa in celotna vlada, da dosežemo tisto, kar je potrebno. Spomnil bom samo nekaj let nazaj, ko smo vstopali v Evropsko unijo, kmetje se spomnite, tudi vas, ko gledam tukaj obraze, mnogi ste se udeležili tistega protesta v Ljubljani, ko nas je bilo, mislim, da 10.000 kmetov v Ljubljani. Takrat so nas hteli uvrstiti med nove članice Evropske unije in bi bile naše subvencije nekako polovico tega, kar imamo danes. S tistim protestom smo pokazali tako takratni slovenski politiki in pa tudi evropski politiki, da slovenske kmetje nočemo biti neki kmetje na šahovnici, ki se bo nekdo z nami igral, ampak smo pokazali, da hočemo nekaj več in takrat smo bili potem tudi uvrščeni na nivo starih članic Evropske unije, kar vzdržujemo še danes, vendar pa za naslednjo finančno obdobje se bo treba boriti, zelo trdo boriti.
Tudi se ne morem strinjati, ko nekateri že naprej pravijo, sej bo manj, sej nam ne bojo dali več. Če mi vnaprej pristanemo, potem bo sigurno veliko manj. Treba se boriti na vseh ravneh in mislim, da smo lahko tudi uspešni. Te mesece se veliko ukvarjamo s problematiko prodaje domače zelenjave. Veliko o tem govorimo. Tukaj vidimo veliko možnosti za delovna mesta. Vendar je pa problem izjemno nizkih cen. Zadružna zveza se tukaj tedensko pogajamo s velikimi trgovci, povabimo tudi vas zadruge, da pridete. In v zadnjem 14 dneh se je pokazala tudi neka nova možnost, ki smo imeli nekako v vidu, pa nismo vedeli, ali bo ali ne bo. Ob ljubljanski obvoznici je Deželna banka lastnik enega dela zemljišča, ki se že nekaj let borimo, da bi postalo, torej da bi ta OPP ne bil sprejet, in z predsednico uprave banke sva bila pri županu mestne občine Ljubljana, gospodu Jankoviću, in v naslednjem letu mislim, da bo dokumentacija, da bi se lahko tam gradilo. In vesel sem, da vam lahko danes to tukaj povem, in bilo bi prav, da napravimo nek zadružni center, kjer bi se prodajala domača slovenska roba, in Ljubljana, mislim, je tako veliko mesto, kjer bi lahko res lokacija odlična, kjer bi res lahko prodajali proizvode z naših kmetij, kvalitetna vina naših zadrug. Včeraj tukaj naše zadruge, sem ponosen, so dobile visoka priznanja za kvalitetna vina, pa mesni proizvodi iz naših mesnih obratov, pa iz naših mlekarn. Jaz bi res želel, da ta projekt potem tudi podprete vsi skupaj in se priključite. Promocija je seveda tema, na kateri bo potrebno še veliko več napraviti. Cene so takšne, kot so. Zdaj tu tudi ministrstvo se fejst trudi, da s promocijo nekako osvešča potrošnika. Mi moramo pa tudi vsak na svojem področju. Tu bi pa izpostavil še eno zadevo. Mi smo na organih Zadružne zveze že sprejeli neke sklepe za skupno zadružno blagovno znamko. Zdaj je to še črka na papirju in prav bi bilo to sprovedemo v prakso. Vsi poznamo Raiffeisen znak avstrijskih nemških kmetov, zadrug, in dajmo tudi tukaj napraviti to, da bo slovenski potrošnik v tem slovenskem zadružnem znaku prepoznal kvalitetno slovensko blago in s tem bomo lahko tudi dvignili cene. Kar nekaj let se ukvarjamo tudi, da bi prodali več živil v javnih zavodih. To je tudi državni svet odigral pomembno vlogo, ko se je sprejemal novi zakon o javnem naročanju. Zakon v osnovi je dober, zdaj pa treba to spraviti v prakso. Jaz sem že tu nekajkrat predlagal, da bi v okviru regij napravili neke posvete, kjer bi sodelovalo ministrstvo, zadruge in tudi ostale, torej direktorji zavodov, šol, vrtcev in tako naprej, tisti, ki dejansko tudi naročajo. Torej vrata so odprta, vendar tisti, ki naroča, še vedno lahko nabavi kaj drugega. Tu nas čaka še velik izziv in jaz upam, da bomo na tem področju tudi dosegli to je nekaj 200 milijonov ali pa nekaj več na letni ravni, in to so najbolj ranljive skupine, otroci, ostareli, bolniki v bolnicah, ki zaslužijo, da jedo kvalitetno hrano. Mogoče še beseda o problematiki digitalizacije. Zadnja leta je vse posod polno okoli tega, torej kako se mora svet se dejansko digitalizirati, to tudi sami vidite. Kmetijstvo ne smemo zaostajati. Z digitalizacijo lahko pocenimo naše delo, pocenimo naše proizvode. Mi smo uspeli, da so ključni partnerji podpisali ta sporazum. V naslednjem mesecu se zopet dobimo, vsak bo opravil svoje delo. Pomembno je, da pomagamo tukaj zadrugam, ponekod vidim, da še rabite podporo in pa tudi predvsem našim kmetom. Mogoče mladi so tukaj že bolj noter, srednja generacija in pa starejša pa ima težave in je treba tukaj pomagati. Zelo se mi zdi pomembno, da je tudi zdaj šel ven razpis glede ukrepa sodelovanja, da lahko tudi zadruge kandidirate na določene investicije in pa ti domači kotički. Zdaj skoraj vsaka zadruga že ima kje te domače kotičke v svojih trgovinah, kjer prodajamo kvalitetne domače proizvode, in to je tudi ena velika promocija naših proizvodov in tako lahko kmetje dosegamo tudi višjo ceno. Mladi prevzemniki, vedno govorimo, kako je struktura nekako ostarela, ukrep Evropske unije za mlade prevzemnike je tudi napravil svoje, veliko kmetij se predaja v tem času, tudi vesel sem, ko vidim, da v upravnih nadzornih odborih zadrug se pojavljajo mladi ljudje, bi pa nekaj tu izpostavil. Vidim, da sploh pri mladih je vedenje o zadružništvu relativno slabo. Kaj to pomeni? Ravno sem bil vesel, Rade Jovano iz Vojvodine rekel, zdaj so dobili novega sekretarja za kmetijstvo in pravi, da bodo v vseh 24 srednjih šolah v Vojvodini uvedli predmet zadružništva. To se mi zdi izjemno pomembno in mogoče tudi omenim, tam smo pomagali tudi oblikovati njihov zakon o zadrugah in to se mi zdi izjemno pomembno.
In mogoče tudi mi imamo ta zadružna izobraževanja kot zadružna zveza, jaz mislim, da bi vsak, ki stopi na neko tako mesto, bilo prav, da ima nek certifikat. Ne samo, da to, kar Banka Slovenije zahteva za nadzor v bankah, tudi v zadrugi, to so resna podjetja, je treba nekaj vedeti, kako upravljati in nadzirati te naše zadruge. Samo en stavek o gozdarstvu, ker ni danes časa za več. Glejte, bilo je to top tema slovenskega gospodarstva, danes vemo, kje smo, zadruga odkupujemo ogromno lesa, vendar ga v glavnem nepredelanega rešujemo, edina ena zadruga Sora Žiri je res naredila zgodbo o uspehu, jaz sem prepričan, če bi država takrat pustila več torej tega lastninjenja našim zadrugam, bi veliko več te lesne branže preživelo, tako pa vidimo, kje smo. Za konec pa še mogoče o teh aktualnih temah, ki zdaj vidimo veliko, zdaj smo tako popularni, da zdaj mediji bi nam mogli malo plačati za to, ko naklada dvigujemo. Torej, zadružni sistem je najbolj popularni sistem te državi. Na zadružnem sistemu torej država obstane ali pade. Tako imam občutek, no, ko spremljam, niti nimam čas vsega prebrati. Ne, ampak to je pomembno. Torej, če bi nič ne imeli, če bi bili nepomembni, se v nas ne bi govorilo in se ne bi pisalo. Tako da vsaka reklama in je dobra. Tu je poudaril pač to, da seveda, zdaj mogoče, da spomnim za nazaj, torej 10 let nazaj je bila izvedena velika dokapitalizacija v Deželni banki, da smo zadružniki ohranili lastništvo, je bilo potrebno dokapitalizirati, vzeti kredit. Pol kredita smo vrnili, pol ga moramo vrniti do konca septembra, vsak kmet ve, da kredit je treba vrniti. V enem delu bomo zmogli sami, v enem delu pa ne bomo zmogli sami. Zato iščemo nekega investitorja, ki bi dokapitaliziral ali kapitalsko zadrugo ali banko, to ni nobena skrivnost, to povemo tudi vsem novinarjem. Pogovori potekajo, zanimanje za banko je veliko, banka beleži v tem času tako dobrega rezultata še nikoli ni imela in zanimanja za našo banko je zelo veliko. In potem vse veste, ko se nekaj prodaja, ko hočem nekaj kupiti, je treba zbiti ceno. Kako zbiješ ceno? Da govoriš, kako je to slabo, bo propadlo, kako ne znamo voditi, kako ni to, ni ono in potem mogoče nekdo tudi doseže cilj, ampak pri nas temu ne bo tako. Mi v svojo banko verjamemo, vse te zadeve peljemo po sklepih organov, tako kot je treba in tudi bomo to speljali. Ponosni smo na vsa podjetja zadružnega poslovnega sistema, vsa delajo pozitivno, tu čas je kakšna skepsa, zakaj je bilo treba, da imamo seminarno. Seminarna bi takrat, nekateri so imeli interes, torej, da gre v stečaj. 250 ljudi na cesto, potem bi nekateri posamezniki pobrali tisto, kar je še kaj vrednega in bi od tega ne bilo nič. Tako pa jaz sem prepričan, da vsa ta podjetja zadružnega poslovnega sistema imajo pomembno vlogo in da se bo to tudi z leti še bolj pokazalo kot tudi do sedaj. Tako da zadeve teče povsem normalno, nobenega izrednega stanja, ni kot želijo nekateri prikazati, smo boljši kot kadarkoli do sedaj. Tudi ko se pogovarjam z vami po terenu, pa gledam vaše rezultate, pa gledam po vaših občnih zborih, seveda kriza je, seveda se pozna, trdo je treba delati, velikih dobičkov ni, ampak zadružni sistem v takem obsegu, kot je zdaj, do sedaj še ni bil in to moramo vzdrževati in zato je seveda odvisen vsak od vas. Tako, ko je v zadrugi vsak od kmetov članov odgovoren za svojo zadrugo, tako smo tudi tukaj vsi mi odgovorni, kam bo ta naš voz šel naprej. Ob tem se seveda tudi zahvalim tudi vsem, ki pač tudi to naše delo podpirate in pa danes je seveda slovesnost, podelitev priznanj najbolj služim zadružnikom. Ta priznanja imajo veliko vlogo, ko grem po naših kmetijah, vidim, da so ta priznanja izobešena na najbolj vidnih mestih na teh naših kmetijah, to je že dolga tradicija podeljevanja teh priznanj. Jaz se vam, spoštovani nagrajenci, iskreno zahvaljujem. Pomembno delo ste opravili, ga še opravljate in bi želel, da ste tudi zgled mladim kmetom, mladim zadružnikom, ki prihajajo na mesta v upravne in nadzorne odbore. Vam iskreno čestitam, ta priznanja bo potem tudi podeljena in danes želim res en lep dan še, potem res želim, da vsi obiščete tam naš prostor, tam, kjer je na začetku boste videli zbornico, potem je seminarna Ljubljana, potem je Kmečki glas, Deželna banka, Zadružna zveza, potem nadaljevanje so zadruge Lenart in tu in tako naprej, tako da velik del sejma je zadružno obarvan, tako da vsi ste povabljeni, z vsakega imamo kozarec pijače in pa kaj za pojesti, popoldne pa potem piknik pri Firbasu, tako kot vsako leto, dajmo se danes družiti, sicer ni veliko časa, bodimo skupaj, bodimo pozitivni, bodimo dobri drug do drugega, veste, res, to je ključno. Vete, dajmo biti drug do drugega, ne volk drug drugemu, ampak dajmo biti prijatelj, zadružnik, zadružnikov.
samo to želim. Hvala lepa vam. Dve pred nedavnim zapisane misli vam bom prebrala, zato ker menim, da govorita tudi o vas. Prva, za slovenski narod je tradicionalno značilna marljivost in delavnost. In čebele malo spominjajo na nas Slovence, ki smo tudi marljivi kot čebele. Avtor je predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar. Lepo pozdravljene, najprej lep pozdrav vsem zadružnicam in zadružnikom, seveda predsedniku Zadružne zveze Slovenije, gospodu Vrisku, vsem visokim in drugim gostom iz Slovenije, tujine, iz zamejstva in seveda vsem čebelicam, kot smo slišali. Res me veseli, da sem danes tukaj ponovno z vami na tem pomembnem mednarodnem kmetijskem živilskem sejmu. Čestitke organizatorju tudi letos za to, da sejem še raste, se še razvija in nam je vsem v ponos in čast. Kajti tudi tu v Sloveniji na tem sejmu lahko vidimo vse tiste dosežke, ki jih lahko vidimo tudi v tujini na podobnih sejmih in zato seveda se lahko tudi s tem sejmom uvrščamo v sam vrh držav, ki znajo organizirati takšne dogodke. Pohvala in zahvala seveda tudi vsem udeležencem tega sejma, vsem tistim, ki z marljivim delom kot udeleženci na samem sejmu ali pa denimo občina ali kdorkoli drug pripomorejo k temu uspehu. In naj povem, da me veseli tudi to, da Slovenija počasi, a vztrajno napreduje, vedno bolj živi, vedno bolj diha s polnimi pljuči. Seveda še zdaleč nismo tam, kjer bi si želeli. Še veliko je izzivov, težav in stvari, ki jih moramo narediti. Ampak v zadnjih nekaj letih smo išli iz krize, postali spet pomemben dejavnik na evropskem in svetovnem zemljevidu, dosegli gospodarsko rast, ki je bistveno večja, kot je povprečna v Evropski uniji, in izkoristili tako ugodne svetovne trende, kot tudi naše zmožnosti, naše lastne potenciale, da smo uredili naše javne finance, da zdaj bolj gospodarno ravnamo z državnim premoženjem in da ustvarjamo z vsakim dnem vedno boljše pogoje za naše gospodarstvo, vključno s kmetijstvom, ki pa seveda žal, tako kot gozdarstvo in druge podobne dejavnosti, ni odvisno samo od dejavnosti države in seveda od truda, garanja, bi rekel, tudi kmetov, gozdarjev in drugih, ampak tudi od vremenskih razmer in drugih okoliščin, ki prav letos žal res niso bile, ponovno žal niso bile mnogim naklonjene. In zato vam zagotavljam, da bo vlada tudi letos storila vse, da pomaga tistim, ki jih je prizadela pozeba, toča, suša in še kakšna druga nesreča. Veseli me, da se tokrat govori tukaj predvsem o trajnostnem razvoju ter o sodelovanju in povezovanju. Politika vlade, ki jo vodim, je politika povezovanja. Je politika, ko najprej poslušamo drug drugega, si vzamemo čas za dialog, včasih tudi zelo kritičen, tudi glasen, če je potrebno, kajti vem, da v preteklih letih so se nabrale številne bolečine, številne želje, ki niso bile uresničene, ker smo na nek način zavozili razvoj naše države, tudi z mnogimi negativnimi praksami, ki smo si jih sami uvedli in tako povzročili, da je seveda Slovenija zapadla tako hudo krizo, kot smo jo doživljali pred leti. Danes te prakse postopno, vztrajno odpravljamo in gledamo, in to je za mene najpomembnejše, gledamo naprej. Gledamo v prihodnost, gledamo v razvoj, gledamo v to, kako bo Slovenija postala in ostala moderna, razvojno moderna država. In zato me tako veseli, ko slišim in vidim, da se tudi v kmetijstvu, v gozdarstvu vedno bolj pojavljajo mladi,
z temi novimi razvojnimi pristopi, z novimi znanji in potem v sodelovanju z izkušnjami, ki jih prinašajo drugi, bolj izkušeni, starejši, gradijo neko novo kmetijstvo, neke nove pristope v gozdarstvu, pa tudi seveda verjamem, da v prihodnosti v zadružništvu in v vseh oblikah organiziranja v naši državi. Vlada seveda še kako podpira procese digitalizacije, modernizacije na vseh področjih in seveda, kar je najbolj pomembno, vlada mora skrbeti in imeti pred očmi vedno celoto. Kmetijstvo, gozdarstvo in druge dejavnosti so pomemben del te celote, niso pa edini. Če bi pred desetletji nekdo govoril, da je kmetijstvo lahko pomembno soodvisno od kulture, bi se mu morda marsikdo smejal. Danes vemo, kako zelo sta lahko tudi kultura in kmetijstvo povezana in vključena v nek trajnostni razvoj v dobro kmeta, v dobro, bi rekel, državljank in državljanov in v dobro Slovenije. In zato je tako pomembno, da razumemo, da kmetijstvu lahko gre dobro in mora iti bolje samo takrat, kadar je vpet v neko skupnost, ki sodeluje. Kajti nobena dejavnost v državi ne more biti uspešna, niti gospodarstvo, niti pravosodje, niti kultura, niti šport, niti šolstvo, niti znanost, če vsi skupaj ne skrbimo za vse in ne sodelujemo. In tega sodelovanja je bilo v preteklosti premalo in zato si tako prizadevam, da bi ga bilo danes in jutri mnogo več in toliko, da bo šla Slovenija razvojno še vedno naprej in da bomo postali na določenih področjih vodilna država na svetu. In na nekaterih smo že. Ko sem se srečal včeraj z predsednikom Svetovne čebelarske zveze, mi je pohvalil sejem Agra, dejal, da je to odličen sejem in da Slovenijo zelo dobro pozna in da vidi v Sloveniji izjemne potenciale in da nima na področju čebelarstva, meni, da smo ena vodilnih držav v svetu, če ne celo najboljša. In to je tisto, kar nas lahko vse dela ponosne. In teh uspehov, teh dosežkov je veliko. Mnogi med vami tu in mnogi tam zunaj in drugi jih dosegate, ampak najboljši ste takrat, kadar seveda sodelujete med seboj. In seveda, kako naj bo uspešno gospodarstvo in kmetijstvo ali gozdarstvo, če država nima zagotovljene varnosti. Danes je postala varnost še kako pomembna. In tega mislim, da se vedno bolj zavedamo in da moramo znati ceniti to, da smo varna država in moramo to seveda podpirati in spodbujati. Kako naj bo kmetijstvo in gozdarstvo uspešno, če država ne napreduje na področju znanosti? Danes vemo, kako je znanost pomembna za vsako gospodarsko in drugo dejavnost za razvoj. In zato vlada prav zdaj daje posebno prioriteto in podporo razvoju znanosti, kajti to je tisto, kar bo prineslo več znanja, več razvoja, več delovnih mest in uspehov. In kako naj bo država uspešna, če denimo, če navedem samo še ta primer, ne bo nadaljne krepila svoje infrastrukture. Slovenija je prav zato zanimiva za mnoge tujce, tiste, ki želijo z nami sodelovati, bodisi kot investitorji ali ki prihajajo v Slovenijo kot turisti, ali želijo sklepati pogodbe z našimi gospodarstveniki, kmetje in drugimi. Slovenija je zanimiva za njih zato, ker je ob tem, ko ima seveda močen človeški potencial, tudi dobro razvito infrastrukturo. Ampak ta infrastruktura, cestna, železniška, energetska, se mora seveda razvijati. In zato seveda naj izkoristim to priliko in povem zelo jasno, tako močno potrebujemo tudi izgradnjo drugega tira. Zato potrebujemo modernizacijo železnic. Zato potrebujemo Luko Koper povezati s celino za razvoj Luke, za razvoj Kopra, za razvoj slovenskih železnic in podjetij in za razvoj Slovenije. Da bomo bolj zeleni, da bomo lahko s cest preselili več pretovora na vlake, da bomo razbremenili naše ceste, da bomo gospodarsko uspešnejši in da bomo prepoznani na svetovnem zemljevidu kot uspešna država, transportna država,
ki se razvija in je dejavnik v tem svetu. In zato tukaj ni dileme. Zdaj ali nikoli. Ali bomo za razvoj, ali pa bomo zostali in se vrnili v 19. stoletje. In zato tako zelo spodbujam razvoj na vseh področjih. In zato tako zelo verjamem tudi v to, da na področju kmetijstva se moramo še naprej odpirati v svet, tudi preko sejma, kot je ta, sodelovati z vsem, kar je za nas lahko dobrodošlo, seveda pa sprejemati v naše okolje tiste prakse, tiste poslovne modele in tisto, bi rekel, blago oziroma proizvode, ki so zdravi, ki so koristni za nas, ki nas peljejo naprej. In zato seveda bo vlada še naprej spodbujala proizvodnjo slovenske hrane, lokalno proizvodnjo, vse te naše pomembne verige in predvsem vse tisto, kar je zdravo in kar vpliva, povečuje kakovost življenja vseh nas, ki tu živimo. Podpirali bomo tudi na razvoj kmetijstva in gozdarstva, pa tudi lesarstva. In tukaj me še posebej veseli, da je minister Židan lahko na tem prostoru ob sejmu Agra gostil tudi 12. forum skupin držav, 16 držav plus seveda Kitajska, ki je azijska velesila, in sicer so za 12. forum kmetijsko-trgovinskega in gospodarskega sodelovanja, kjer je Slovenija prevzela, kot vidite, vodilno vlogo. Kjer so se vse te države srečali pri nas in naredili nove korake v napredku pri sodelovanju na področju kmetijstva, gozdarstva in drugih sorodnih področjih. Veseli me, ko povečujemo izvoz kmetijskih proizvodov, denimo še posebej vina, na Kitajsko. In veseli me, ko se tako učimo tudi iz izkušenj drugih, da bomo še boljši. Čestitam zadružnikom in zadružnicam za vse uspehe, tudi še posebej za tiste, za katere bodo prejeli ta imenitna priznanja, tako kot vsako leto. In že zdaj radovedno čakam, katere zgodbe bom slišal ob vsaki podelitvi. Kajti vsaka podelitev je zgodba veliko truda, zgodba, ki vsebuje veliko odrekanja in veliko poguma. Čestitam zadružništvu, vsem, ki ste temelj razvoja zadružništva, da več kot 140 let predstavljate pomembno vezno tkivo slovenskega kmetijstva, gozdarstva, gospodarstva nasploh in Slovenije kot take. Jaz mislim, da je pomembno, da vsi delamo za Slovenijo in da Slovenija je za vse. Pomembno je, da sodelujemo in pomembno je, da tudi zadružniki ohranjate te svoje ključne vrednote, poštenja, solidarnosti in da gledate naprej v razvoj. In to sem danes slišal. Ta volja je, ta pot je ubrana in jaz mislim, da še več povezovanja, še več znanja in seveda še več poguma, pa tudi dobrih praks bo seveda peljalo zagotovo v to smer. Naj zaključim s tem, da ponovim, da sem izredno vesel, da se zadružništvo razvija, da se razvija sejem Agra in da pravzaprav se končno učimo in tudi v praksi dokazujemo, da znamo bolje sodelovati, bolje kot v preteklih letih in zato verjamem v prihodnost Slovenije. Verjamem tudi zato, ker vidim mlade, ki so pogumni, drzni, inovativni in izobraženi in bodo to zgodbo peljali naprej. In zato seveda želim tako vsem zadružnicam in zadružnikom in Zadružni zvezi Slovenije, tako organizatorjem sejma Agra, vsem kmetom, gozdarjem in vsem ostalim, ki si trudite vsak dan s trdim delom, da bo šlo dobro vam, vašim družinam, vašim bližnjim in predvsem tudi naši Sloveniji, da ste še naprej uspešni in da ne popuščate. Želim vam torej, da delate v dobro Slovenije. Jaz se bom potrudil, da bo država delala v dobro vseh vas tudi naprej. In gremo skupaj v prihodnost, ki mora biti moderna,
optimistična, trajnostni razvoj moramo zagotoviti in seveda takšna, da si ne bomo metali polen pod noge, ampak si pomagali k boljši Sloveniji. Hvala lepa. Še en citat sem izbrskala. Blagor hiši, kjer se petje sliši. Zdaj, da bi se v našem ali katerem koli državnem svetu kaj preveč prepevalo, o tem majčkeno dvomim, ampak dobro. Je pa res, da ima verjetno predsednik tudi kdaj prosto in domnevam, da kdaj tudi kaj poje, če pa ne, pa vsaj dirigira. In kolikor vem, ima kar nekaj priznanj na to temo dirigiranja, v glasbi seveda, ne, zdaj ne vem, koliko ljudem dirigirate, o tem pa nič ne piše. Skratka, med gosti je seveda, kot smo slišali, tudi predsednik Državnega sveta, gospod Mitja Bervar, vabim vas k besedi. Spoštovane zadružnice in zadružniki, okrog dirigiranja kdaj drugič, pa vendar lahko rečem, da je Državni svet ubran zbor, ki dobro dela, ki dobro sodeluje in ponosni smo na naše, bi rekel, 5-letno delo in vesel sem, da ste to opazili tudi vi in seveda tudi gospa Ida Baš. Torej, lep pozdrav, spoštovani gostitelj, predsednik Zadružne zveze in državni svetnik gospod Peter Vrisk, spoštovani predsednik vlade dr. Miro Cerar, spoštovani minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano magister Dejan Židan, seveda lep pozdrav tudi spoštovanemu predsedniku Kmetijsko-gozdarske zbornice in državnemu svetniku gospodu Cvetku Zupančiču, spoštovani predsednik uprave Pomurskega sejma gospod Janez Erjavc, lep pozdrav tudi seveda županu Stanislavu Rojku, cenjeni poslankam in poslancem, državnim svetnicam, državnim svetnicam in pa predvsem dragi prijatelji. Veliko čas in zadovoljstvo mi je, da vas lahko vse skupaj prav lepo pozdravim v svojem imenu in v imenu Državnega sveta Republike Slovenije, drugega doma slovenskega parlamenta na današnjem slovesnem dogodku. Kot že vrsto let, ko obiskujem ta dogodek, bomo lahko tudi danes s ponosom ponovno segli v roke in čestitali najbolj zaslužnim zadružnikom in zadružnim organizacijam, ki so se še posebej izkazali z veliko prispevali k razvoju slovenskega kmetijstva. Kajti zadružništvo je v našem okolju preizkušen model poslovnega delovanja s stoletnimi koreninami in kaže tudi svojo kvaliteto. Vsa ta dolga tradicija, izkušnje in modrost morajo biti gonilo za uspešen razvoj zadružništva tudi prihodnje. Slovenija zadružništvo potrebuje. Še posebej na področju kmetijstva, ki ga poleg izzivov globalizacije prehranskega tržišča vse bolj prizadevajo tegobe okoljskih in klimatskih sprememb. V takih neprijaznih okoliščinah je hrana ključna strateška surovina. Lastna pridelava je garant prehranske varnosti in predvsem tudi zdravja naših ljudi. Vse to ima tudi druge zelo pomembne posledice. Prispeva k dvigu lokalne samooskrbe, poseljenosti podeželja in ohranja krajino. Pridelava in predelava hrane v Sloveniji nenazadnje zaposluje okrog 100.000 ljudi. Velik potencial zadrug pa je predvsem na področju trajnostnega razvoja lokalnih skupnosti in s tem tudi trajnostnega razvoja naše celotne družbe. Ob tem pa se lahko začnemo pogovarjati o tako pomembni temi, kot je tudi krožno gospodarstvo. Potrebno se je zavedati, da je trajnostni razvoj kmetijstva zahteva nove strokovne razmisleke, konkretne akcije, kot so bile danes že omenjene, namakalni sistemi, varovanje pred točo in seveda tudi druge potrebe, ki bodo omogočile novo, dodano vrednost celotnega področja. Ob tem lahko tudi omenim, da v zadnjem času Slovenija doživlja pravi turistični preboj. Svet je opazil in seveda
njene lepe lepote in njeno v veliki meri neokrnjeno naravo. Tako lahko rečemo, da je trajnostni turizem ena od možnosti, ki se lahko povezuje z vsemi temi stvarmi, kar je že povedal tudi naš predsednik vlade. Vendar lahko ponudimo še več. Tu se odpirajo tudi povsem nove priložnosti za ponudnike hrane, saj v današnjem generičnem svetu ljudje znova iščejo avtentičnost prehranjevanja. Naravno pridelana hrana in avtohtone jedi lahko postanejo pomemben del naše turistično-trajnostne kulinarične ponudbe in naša prepoznavnost v svetu. Zadružna zveza ima pri uspešnosti celotne panoge kmetijstva pomembno in veliko vlogo, saj svojim organizirano delovanjem ter drugimi pomembnimi deležniki vpliva na strokovne in delovne usmeritve posameznikov in ne na koncu tudi na strateške odločitve državne politike na področju kmetijstva. Brez zadružne zveze, kmetijsko-gozdarske zbornice, kmetijskega ministrstva in drugih zainteresiranih deležnikov bi bili kmetje bistveno manj uspešni. Pri tem pa ne smemo pozabiti na pomembno vlogo tudi Vlade Republike Slovenije, ki s svojim odločitvami in razumevanjem do tega področja pomembno vpliva na izboljšanje stanja in reševanje vsakodnevnih težav vas, dragi kmetje oziroma kmetijstva. Močno stanovsko zadružno povezovanje kmetov je zato tudi eden od stebrov naše civilne družbe. Pri tem je v sodelovanju z Zadružno zvezo in s Kmetijsko-gozdarskim združenjem pomembno vlogo v vseh obdobjih odigral tudi Državni svet Republike Slovenije. Spoštovani zadružnice in zadružniki, že vrsto let se z velikim veseljem udeležujem strokovnih in drugih srečanj zadružnikov in Zadružne zveze. Vse skozi me navdušujete z vašo energijo, znanjem, kvaliteto, strokovnostjo ter stopnjo motiviranosti in predanosti do tega področja. Verjamem v moč zadružništva in živost vrednot, v katerih je to izraslo in nastalo in se napaja že 145 let. Na koncu bi želel izreči čestitke predsedniku Zadružne zveze gospodu Petru Vrisku in vsem zaposlenim na zvezi, še posebej seveda vsem trem omenjenim direktorjem in stebrom, ki se trudijo peljati to zgodbo naprej, in predvsem vsem zadružnicam in zadružnikom in vsem nagrajencem pa še enkrat res iskrene čestitke za njihovo neumorno in predano delo. In sedaj se priključim gospej Idi Baš. Lahko vam rečem samo to, da smo ponosni na vas, da sem ponosen na vas in da vam želim še naprej uspešno delo. Srečno tudi v prihodnje. In prebrala sem tudi, da naslednji govornik redno plava, mislim v vodi. Ne? V političnem bazenu pa menda trenira maraton. Tako se pišejo. Govorim seveda o ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, magister Dejan Židan. Izvolite. Sem se kar prestrašil, da bo še kakšno bolj poglobljeno skrivnost gospa Ida Baš povedala. Je pa drugače Mariborčanka isto kot jaz in je mama izjemno rada. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, gospod predsednik, zadružnice, zadružniki, se ne vem, kaj naj povem v bistvu, ne, da to, ker se v podobnih sestavah srečujemo že od sobote naprej. Vendar jaz bi rad ponovil eno ali dve stvari, ki sem jih povedal, pa ste že mogoče slišali, vendar, ker jih moramo vedeti, ne zameriti, če bo kdo od vas to slišal še enkrat. Prvič, govoril sem vam, da sem imel možnost pred nekaj tedni zastopati interese Slovenije na konferenciji FAO v Rimu,
ker pač v bistvu ob dosti velikih naporih celotne države se bližamo temu, tam smo dobili popolno soglasje, tako da sedaj nas čaka še en korak, ampak generalni direktor da Silva govori, da tisto, kar FAO požegna, je potem tudi požegnano. In potem tudi v praksi Združeni narodi oziroma Generalna skupščina vedno sprejme, oziroma da še ni bilo primera, da ne bi se tako odločili, kakor FAO predlaga. In FAO je predlagal Generalni skupščini, da razglasi 20. maj za svetovni dan čebel. Ampak to sedaj ni tako pomembno. Mogoče zato, ker smo šli v projekt, ker smo potrebovali samozavest, je svetovni projekt in nas neposredno uvrsti na svetovno politično sceno kot borca proti svetovni lakoti, tako nas zanima, razumejo, to je pomembno. Tisto, kar pa enostavno me daje misliti, so te besede generalnega direktorja, te specializirane agencije, ki je verjetno najpomembnejša na svetu, ki se v osnovi mora boriti proti lakoti, in to je, da od leta 2015 izgublja boj. Od leta 2015 je ponovno vsako leto več lačnih ljudi, več ljudi umira zaradi lakote. Dva razloga sta ves čas konstantna. Prvi razlog je, da število ljudi narašča, drugi razlog je res grozen razlog, vedno več je vojn. Ljudje tam, kjer pokajo bombe, kjer so mine, kjer se strelja, ne morejo kmetovati in potem nimamo pravice, da se čudimo, če bežijo in potem se čudimo kot migranti, ne naredimo pa zadosti, da ni vojn. To smo tudi kot Evropa so krivi, Evropa je močna in to samo opazuje, preveč opazuje. Tisto, kar je pa v zadnjem času tako zelo vpliva na rast svetovne lakote, pa so klimatske spremembe. To ni samo pri nas, ampak tudi pri nas jih sedaj zelo opažamo. To, kar se je letos dogodilo, da smo že marca začeli s previsoko temperaturo, kar je omogočalo razvoj enih insektov, da smo aprila imeli pozebo, ki bi morali biti 100-letni pojav, pa potem 4, 5, 6 vročinskih valov, pa toča, je vplivalo na vso našo življenje pri proizvodnji hrane. Morje je pretoplo, zato ribe bežijo in ni več plavega ulova plave ribe. V gozdu je pretoplo, smreke nimajo življenjskih sokov in smreka, to, kar je vedno znala, da ubije 200 lubadarjev za smolo, več ne more narediti, ker je suha. Pa še neke nove škodljivci so se pojavili. Insekti se veselo množijo in naš fond goveje živine, drobnice smo morali leto že 2-krat celotnega pocepiti. To je par 100 000 vakcinacij. Tisti, ki imate živino, se zavedate, kaj to pomeni v celi državi narediti. Tisti, ki nimate, mogoče ne, da smo zaščitili pred nekaterimi zelo nevarnimi boleznimi, ki bi hudo ekonomsko škodo povzročili. Ko gledamo našo trto, ko gledamo naše sadje, pridelek bo ponovno vrhunski, ga bo pa manj, kakor bi se ga želeli. Če gledamo naša polja, je tudi kriza. Torej, letošnje leto je zelo težko. Zakaj vam to govorim? Zato, ker mi smo v tem trenutku že v razpravi o novi kmetijski politiki po letu 2020. Enkrat sem že povedal, ko sem imel to čast, da sem maja 2010 prevzel kmetijsko ministrstvo, je bil podoben čas, kot je sedaj. 7 let je minilo. Ravno so potekala pogajanja, kakšna naj bo nova kmetijska politika. Jaz sem bil nekoliko bolj mlad, bistveno bolj v bistvu idealist, zdaj upam reči, da sem realist. Jaz sem pričakoval, da bom dobil, ko sem postal minister, velike šope literature, pametnih dognanj, kaj je interes Slovenije, da se bomo lahko pogajali. Dobil sem nekaj, kar je bilo napisano na 1/3 ene strani. In to je bila osnova. Evropska kmetijska pogajanja pa so že potekala. Jaz sem rekel, da nikoli se več to ne sme zgoditi. In Slovenija je lastna stališča preko Sveta za kmetijstvo in razvoj podeželja, kaj si pa želimo po letu 2020, ki bo že jutri tukaj, oblikovala že v začetku prejšnjega leta. Bili smo ena prvih držav, že smo začeli seznanjati evropske partnerje, tudi komisijo, kar je z nas pomembno. Mi nismo tako zelo močni, da bi v oni končnici, ko ministre zapro tudi po noči in potekajo pogajanja, tudi če je potrebno 36 ur brez spanja, da bi lahko takrat zelo bistvene stvari premikali. Nemčija mogoče lahko, tudi Francija več ni verjetno tako močna, da bi nekaj zelo, zelo bistvenega. Mi moramo uspeti že takrat, ko se dokumenti pripravljajo. In to počnemo že nekaj časa in jaz verjamem, da nam bo uspelo. Mi sedaj že pripravljamo drugo verzijo naših stališč, ampak nekaj je dejstvo. Vsi nam govorijo, da zato, ker je odšla Velika Britanija, ker so druge politike tudi pomembne, kar je resnica. Varnost je pomembna, okolje je pomembno, še marsikaj drugega je pomembno in če je pomembno, ti mora zagotoviti denar. Vendar
Je pa nemogoče pristati v tem trenutku na razmišljanje, da je rezervni denar, ki bi naj pokril druge politike na ravni Evropske unije in potem tudi v Sloveniji. Mi kljub vsemu večino ukrepov v kmetijstvu financiramo iz evropske politike, da je pa je rezerva 5, 10, 20, 30% v kmetijskem proračunu. Je ni. Zakaj je ni? Zato, ker je pred kmetijstvom celo več nalog. Če gledamo kmetijstvo, prilagajanje klimatskim spremembam ni črka na papirju, ni vladni dokument, ki ga vlada sprejela. Prilagajanje pomeni zagotoviti denar, da lahko izpelješ investicije. Pika. Prilagajanje klimatskim spremembam so velike investicije. Saj se razvija v ozadju nove tehnologije, priporočila kmetom in marsikaj drugega, ampak osnova so velike investicije. In zato jaz pričakujem, in si predsednik, tu moram povedati, dovoliš, da te pohvalim. Prav je, da ministri svojega predsednika pohvalijo, ne, s predsednikom se pogosto pogovarjamo o kmetijstvu, prisluhne in tudi, kadar je potrebno kakšne pomembne stvari spraviti skozi vlado, tudi omogoča, da grejo hitro skozi. Tako nam je bilo tudi omogočeno pri interventnem zakonu zaradi pozebe. Ni običajno, da je pozeba, potem pa čez mesec in pol vlada že sprejme zakon. To so tako dolge procedure, to je toliko uradniških ovir, ne? Ampak nam je uspelo, predsednik, ne? In tudi državni zbor nam je sledil, tako da sem ti hvaležen za to. Nam je pa zelo pomembno, da ko se razmišlja o novi kmetijski politiki, da Slovenija ne pristane, da je rezerva pri kmetijstvu. Preč naloge pred nami. In te naloge mi ne moremo realizirati brez denarja. Naslednja stvar, ki je pomembna, bi rad povedal naslednje. Maja leta 2000, ko sem postal minister leta nazaj, ne, je bil kmetijski resor prvi resor in edini v Sloveniji, ki je naredil strategijo prilagajanja klimatskim spremembam. Zakaj smo jo takrat naredili, pa je tudi še sedaj posredno v bistvu izvajamo, čeprav dokument je imel ročnost 2 leti, ampak smo ga prenesli v resolucijo, zagotovimo si hrano za jutri in potem v druge dokumente, zato ker smo čutili potrebo. Mi smo bili takrat ovirani, vsi ostali sektori so govorili, kaj se pa grete, ne more se en sektor prilagajati, vsi se moramo prilagajati. Smo rekli, ja, super, ampak kje so te državni dokumenti za vse? Ja, počakajte, ja, ne moramo čakati, ne? In takrat je sektor naredil svojo strategijo prilagajanja klimatskim spremembam, del tega tudi to, kar je sedaj vlada sprejela načrt namakanja, ki ga bomo realizirali, je drag, ampak ga bomo realizirali, vendar kmetijski sektor več ne more sam. Če ne bo na ravni države strategije kot celota, mi ne odločamo o tem, kje se gradijo akumulacije. Mi ne odločamo o tem, kje se bodo reke zaustavile, da bomo lahko črpali vodo. Mi gradimo namakalne sisteme, mi gradimo marsikaj drugega, ne gradimo pa vsega, ne? Tako da zelo nam je pomembno in v zelo egoističnem interesu kmetijstva, da pridemo kot država do strategije, ker če imeli skupno strategijo, bodo nekateri ukrepi, ki jih kmetijsko izvaja, cenejši in lažje izvedljivi. Ampak morate vedeti, ne? Čeprav govorimo o klimatskih spremembah, o krizi, o težkem življenju v kmetiji, vsak, ki se pelje po Sloveniji, vidi. To ni čisto nobenega razloga za obupati. Prvič, še vedno smo se prilagodili, pa se bomo tudi sedaj. Drugič, čeprav to ni mogoče nobena v bistvu spodbuda, verjamete mi, da pomembnemu delu držav je bistveno težje kot nam. Tako da, čeprav nam je težko, ampak ko bi pa pogledali nekatere druge države v Afriki, pa tudi že v Evropi, njima še bistveno težje. Torej, mi se bomo prilagodili, kmetije se bodo prilagodile, svetovalna služba se že prilagaja, država svoje ukrepe prilagaja in to bomo zmogli. Tako da tu ne straha. Jaz sem se dosti te dni pogovarjal tako z zadružnim sistemom, svetovalno službo, z raziskovalnimi inštitucijami, ki vse po vrsti delno korigirajo svoje ravnanje, tudi ministrstvo. Če pogledate, mi smo zdaj že 3-krat korigirali program razvoja podeželja, ker imamo nekatere nove stvari. Pred 2 letoma nihče ni vedel, da je lahko sploh pozeba v Sloveniji. Ja, zdaj pa je. In imeli bomo vsak čas razpis za 15 milijonov za razpise za reševalne sisteme. In še marsikaj drugega korigiramo. Tako da tu ne obupati. Moja prošnja pa je, ker ste pa tukaj šefi zadrug, pomembni ljudje v zadružnem sistemu, vi imate veliko odgovornost. Mislite, da bo kdo drug razen vas poskrbel, da bo kmetje ekonomsko varni, je neumestno. Kmetje so vam zaupali, zato so vas izbrali v nek odbor, izbrali so vas za predsednike zadrug, zveze, marsičesa drugega. Vse druga ni v Sloveniji. Ste samo vi. To vam govorim tudi zato, ker zadnje dni pa tedne berem v bistvu
zopet o poslovanju zadrug, zadružnega sistema, deželne banke in podobno. To ni prvič v zgodovini zadružnega sistema. Tu bi vam rad dal nek nasvet, tudi tej predsednik, ne? Predsednik Zadružne zveze. Prvič, samo vi ste lastniki, ni drugih lastnikov. Kdorkoli drug vam sugerira, kaj vi morate narediti, ali je iz politike, ali je iz nekega drugega dela poslovnega sveta, borznih hiš, ki bi vse rade služili za prodajo, razprodajo in podobno. Oni imajo drugačne interese kot vi, samo vi imate interes, da lastnino ohranite. To se zavedajte, ko se odločajte. Drugo, ni pravi čas za prepire. Če imate karkoli, da uredite, se vedno so različna mnenja, različna stališča, različne rešitve. Nekam se zaprite, pa to rešite zaprtimi vrati. Slovenski kmet in slovenska kmetica se ne zaslužita, da se prepirate javno, ker delate neposredno škodo za takim ravnanjem slovenskemu kmetijstvu. To je moja prošnja. Jaz vem, da imate različna stališča, različne ideje. To je vse legitimno. Jaz ne vem, tudi ne želim povedati, kaj boste naredili. Ampak karkoli boste, dogovorite se zaprtimi vrati, ne s tem obremenjevati slovenskega kmeta, ko pa se boste dogovorili, pod vas pričakujem, da 100% to izpeljete. Ni pravi čas za neke odprte fronte in za to, da delite slovenski kmetijski prostor. Jaz sem vam to želel povedati. Zelo sem ponosen na vas, premagali ste marsikatero krizo, čeprav vam to večina ljudi ne prizna. Brez vas bi bilo stanje v slovenskem kmetijstvu pomembno slabše. Zato se vam kot predstavnik države zahvaljujem, želim vam vse dobro in samo junaško naprej. Hvala. Hvala lepa vsem govornikom. Namig v naslednji pesmi vsem nam ne bodi kot drugi, kot da izhaja iz vsega povedanega, kar smo slišali. Prav zato, ker je vsak izmed nas človek zase in veliko je uspešnih, nekaj pa vas seveda odstopa od povprečja. In tem bomo po naslednji skladbi izročili priznanja. Če
Hvala lepa za to glasbo in zdaj je čas za podelitev priznanj. Po sklepu upravnega odbora letos podeljujemo 18 letnih priznanj za prispevek k razvoju zadružništva in 2 priznanji za trajen doprinos k razvoju. Ob svojem jubileju pa letos prejmejo priznanja 3 zadruge in 1 društvo. Vsi nagrajenci pa boste seveda dobili tudi priložnostno nagrado Deželne banke Slovenije, ki vam seveda iskreno čestita. Prosim predsednika Zadružne zveze, gospoda Petra Vriska, in seveda gospod Jožico, ki večno poskrbi za to, da vse teče brezhibno. Pa gremo po vrsti, najprej podeljujemo letno priznanje za prispevek k razvoju zadružništva. Prejme ga Marko Bečan na predlog Kmetijske zadruge Medvode za predanost na delu na kmetiji in vzorno sodelovanje z zadrugo. Gospod Bečan gospodari na družinski kmetiji v Seničici pri Medvodah, kjer obdelujejo 45 hektarjev zemljišč in v sodobnem hlevu redijo okrog 110 glav govedi, kjer je ključna prireja in pridelava mleka. Je oče 4 otrok, ki poleg dela na kmetiji najde čas tudi za kulturno udejstvovanje v domačem kraju in širše. Že vrsto let je dejaven v organih upravljanja zadruge, kot član upravnega odbora zadruge in predsednik strokovnega odbora za mleko. Je vzoren zadružnik, ki je s svojimi izkušnjami, nesebičnostjo in srčnostjo vedno pripravljen pomagati. Gospod Milan Bole prejme priznanje na predlog Kmetijske zadruge Perutninarjev Pivka za dolgoletno aktivno sodelovanje z zadrugo. Gospod Bole že skoraj 50 let poslovno sodeluje, prej z enoto kooperacije, danes Perutninarsko zadrugo Pivka pri reji piščancev. Po očetu je podedoval kmetijo na 17 hektarjih, sprva so redili krave in oddajali mleko, kasneje so zgradili modern tehnološko opremljen objekt za vzrejo piščancev in postopoma opustili rejo krav in prirejo mleka. Aktivno je vključen v zadružno dogajanje, več mandatov je član upravnega odbora in svojim znanjem, idejami in izkušnjami aktivno sooblikuje delo zadruge. V prostem času rad kolesari, je ljubitelj narave in strasten lovec. Gospod Tomaž Bregar na predlog Kmetijske zadruge Stična za prizadevno delo na kmetiji in dolgoletno aktivno sodelovanje z zadrugo. Na kmetiji, kjer se ukvarjajo s prirejo mleka, letno priredijo okrog 190 tisoč litrov mleka odlične kakovosti, ki ga prodajo zadrugi. Sami pridelajo krmo za živali. Kot član zadruge je več mandatov sodeloval v organih upravljanja, že 17 let je član v domačem gasilskem društvu. Številčna družina gospoda Bregarja z ženo, sta imela 5 hčera, se je vedno preživljala izključno s kmetijstvom, čeprav je velikokrat bilo zelo težko. Tudi danes mu moč in energijo za delo na kmetiji dajejo njegova dekleta, še posebej pa 7-letna vnukinja Blaška. Gospod Jožef Brglez na predlog Kmetijske zadruge Slovenska Bistrica za zgledno sodelovanje z zadrugo, vestno in uspešno delo ter optimizem. Z družino že več kot 30 let kmetuje na urejenih ribovski kmetiji, kjer obdelujejo 6 hektarjev obdelovanih površin ter redijo 15 glav krav molznic. Poleti živino pasajo ali pa dobijo svežo krmo v hlevu, pozimi pa jo krmijo v glavnem senom. Na kmetiji letno pridelajo 20 tisoč litrov mleka, ki ga prodajajo zadrugi. Poleg dela na kmetiji je gospod Brglez 15 let opravljal prevoze mleka za zadrugo. Bil je aktiven član upravnega odbora zadruge v obdobju od 2004 do 2008. Danes je aktiven član strojnega krožka Slovenska Bistrica ter govedorejskega društva Oplotnica. Gospod Jožef je dokaz, da so ključ uspeha in sreče ljubezen, delavnost in pogum. Gospod Silvo Cigale na predlog Kmetijske gozdarske zadruge M. Sora Žiri.
Prejme priznanje za zgledno sodelovanje z zadrugo. Gospod Cigale je postal član zadruge leta 2001, ko je nadomestil svojega očeta Štefana. Kot eden večjih pridelovalcev mleka se je aktivno vključil v delo zadruge in od leta 2008 je že tretji mandat član upravnega odbora zadruge. Svojim delom na kmetiji in v zadrugi pomembno prispeva k razvoju zadruge in lastne kmetije. Naslednji dobitnik se žal zaradi drugih pomembnih obveznosti se je opravičil, pa vendar bom prebrala, to je Alojz Colarič, ki dobi priznanje na predlog kmečke zadruge Kostanjevica za dolgoletno aktivno sodelovanje z zadrugo. Gospod Colarič je ustanovni član kmečke zadruge Kostanjevica in ves čas aktiven pri delu organov zadruge, tako v upravnem kot nadzornem odboru, skupaj z družinskimi člani kmetuje na kmetiji v Podbočju, ki je usmerjena v pridelavo zelenjave in jagod. Poleg dela na kmetiji sodeluje v več društvih in organizacijah v domačem kraju, kjer svojim znanjem in izkušnjami prispeva k njihovemu uspešnemu delovanju. Naslednji prejemnik je gospod Marjan Colja na predlog kmetijske zadruge Vinagras Sežana. Za dolgoletno uspešno vodenje zadruge in aktivno sodelovanje z zadrugo. Gospod Colja prihaja iz vinogradniške kmetije iz Coljave, kjer jo je predal sinu, ki uspešno nadaljuje pridelavo grozdja in vina. Direktor zadruge je že več kot 10 let, kjer je predan svojemu delu in poprime za vsa opravila, ki so potrebna v zadrugi. Je član upravnega odbora Zadružne zveze Slovenije, sveta Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije ter nadzornega odbora Kapitalske zadruge. Še posebej v zadnjem letu si kot predsednik civilne iniciative za spoštovanje zaščite vina Teran prizadeva za spoštovanje že uveljavljene zaščite vina Teran doma in v tujini. Tako ja. Gospod Jože Čadež na predlog Kmetijsko-gozdarske zadruge Škofja Loka. Prejme priznanje za prispevek k razvoju zadruge in zadružništva. Gospod Čadež je vseskozi dejaven v organih upravljanja in nadzora zadruge. Po izobrazbi je magister agronomije, ustanovni član Kmečke zveze in član nadzornega odbora Gornjevaške občine. Živi na kmetiji z ženo Vesno in 2 odraslima hčerama, ki imata svoji družini. Kmetija obsega 9 hektarjev obdelovalnih površin in 23 hektarjev gozda in se ukvarja s pitanjem govedi. Z optimizmom zre v prihodnost kmetije Prčudet, ki jo je lani predal hčeri in dodaja, da so se pogosto spreminjali pogoji za kmetovanje, da pa je vseeno lepo biti kmet. Odkar so kmetijo prevzeli ta mladi, si z ženo vzameta čas tudi za dopust in planinarjenje. Gospod Čadež rad igra tarok, kolesari in je odličen šahist. Naslednja prejemnica priznanja je gospa Marinka Glavač na predlog Deželne banke Slovenije. Priznanje dobi za dolgoletno prizadevno delo v bančništvu. Gospa Glavač je prava Prekmurka, diplomirana ekonomistka in bančnica po duši in srcu. Večino svojega poslovnega življenja je preživela v banki, najprej kot pripravnica, nato skrbnica ključnih strank in direktorica poslovnih enot. Deželni banki se je pridružila v letu 2009 kot direktorica poslovne enote z 8 poslovalnicami po vsem Pomurju, lani pa je postala svetovalka uprave. Sodelovala je pri kreiranju in izvajanju poslovne politike banke ter skrbela za osebni in strokovni razvoj vseh zaposlenih v enoti. S svojimi bogatimi izkušnjami, znanjem in zavzetostjo je zgled številnim mlajšim sodelavcem in tesno vpeta v aktivnosti v lokalnem okolju. Rada ima svoje domače Prekmurje in prekmurskega kmeta. Svoj prosti čas pa namenja svojim 4 vnukom in kolesarjenju. Naslednji dobitnik je Matej Gorenšek na predlog Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge Slovenj Gradec. Za zgledno sodelovanje z zadrugo dobi priznanje.
Gospod Gorenšek z družino na kmetiji pod Uršljo goro, ki jo je prevzel leta 1996, obdeluje 21 hektarjev kmetijskih zemljišč, redi okoli 50 glav govedi lisaste pasme in letno priredi okoli 100 000 litrov kravjega mleka. Je predan delu na kmetiji in v organih zadruge, kjer je že 4. mandat član upravnega odbora Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge Slovenj Gradec in predsednik področne zadruge Prevalje. Aktivno sodeluje tudi pri delu Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, odboru izpostave Ravne na Koroškem in kot član lovske družine Prežihovo Kotlje. Svoje delo opravlja vestno, odgovorno, nesebično in je cenjen med zadružniki in krajani. Prepričan je, da medsebojno sodelovanje in združevanje povečujeta možnosti za uspeh. Naslednji prejemnik je gospod Miloš Jakončič na predlog vinske kleti Goriška Brda. Za zgledno sodelovanje z zadrugo in vzorno urejeno vinogradniško kmetijo dobi priznanje. Gospod Jakončič se je rodil leta 1948 v Vipavžah v Goriških Brdih na majhni kmetiji. Iz majhne, mešane kmetije sta z ženo Elzo zgradila veliko specializirano in vzorno vinogradniško posestvo. Z vrhunsko urejenimi 15 hektarji vinogradov je že desetletja med največjimi pridelovalci grozdja v Brdih. Vrsto let je bil član različnih organov upravljanja zadruge. Leta 2005, še na vrhuncu svojih moči, je kmetijo prenesel na najmlajšega izmed 3 otrok, sina Uroša, ki nadaljuje uspešno pot gospoda Jakončiča. Kmetija je danes ena izmed najbolj iskanih butičnih ponudnikov prenočišč v Brdih. Gospod Miloš in gospa Elza sta poleg skrbi za vnuke še vedno glavna v vinogradu in sta tudi vsako leto med vodilnimi, ne samo po količinah, ampak tudi po kakovosti pridelka, ki ga pripeljajo v zadrugo. Naslednja dobitnica je gospa Brigita Jazbec na predlog Perutninarske zadruge Ptuj. Za dolgoletno uspešno vodenje farme Hajnsko, ki je v lasti Perutninarske zadruge Ptuj, dobi priznanje. Gospa Jazbec je v tej zadrugi zaposlena že 20 let, svojim znanjem, marljivostjo, vestnostjo in zanesljivostjo dosega odlične rezultate v proizvodnji brojlerskih piščancev. Na farmi Hajnsko tako skrbnim odnosom do dela in profesionalnostjo pomembno prispeva k dobremu poslovanju celotne zadruge. Naslednji dobitnik je gospod Jožef Marolt na predlog Kmetijske zadruge Šaleška dolina za vzorno gospodarjenje na domači kmetiji. Gospod Marolt je klen, zgornje savinjski kmet, navezan na svojo zemljo, družino in živino. Po očetovi smrti je prevzel domačo kmetijo, jo korenito spremenil v kmetijo usmerjeno v tržno pridelavo mleka, obnovil dotrajane gospodarske objekte in uvedel tehnološke novosti pri prireji. Že v pičlem desetletju je iz nekdanje skromne domačije ustvaril tehnološko vzorno in gospodarsko trdno kmetijo z nadpovprečno genetsko kakovostjo goveje črede in nadpovprečno prirejo tržnih količin kakovostnega mleka, saj sodi med 3 največje proizvajalce mleka v celotni zgornji Savinjski dolini. In priznanje prevzema, ne vem sicer kdo, ampak domnevam, da hčerka, torej družinska članica, seveda. Naslednje priznanje bomo izločili gospodu Francu Mohoriču na predlog Kmetijske zadruge Ptuj. Za prizadevno delo v organih zadruge in na domači kmetiji. Po osnovni šoli je ostal na kmetiji, kjer je ob delu na kmetiji opravil poklicno šolo strojnika in se leta 1978 zaposlil v agrotransportu na Ptuju. V tem času je kmetijo nenehno povečeval, tako v površinah kot živino, dokler leta 1993 ni pustil službe in se posvetil samo kmetovanju. Z zadrugo so sodelovali še njegovi starši, zato se je tudi sam aktivno vključil v delo zadruge, kjer je bil član nadzornega odbora, kasneje predsednik področne zadruge Trnovska vas in danes član upravnega odbora.
Pred 3 leti je predal kmetijo sinu, kjer danes obdelujejo 96 hektarjev obdelovanih površin, imajo 243 goved in nekaj prašičev. Prepričan je, da bi danes kmetje morali bolj strniti vrste in več sodelovati, da bi dosegli boljše cene. Naslednji prejemnik je gospod Janko Pečovnik na predlog Kmetijske zadruge Vransko za zgledno sodelovanje z zadrugo. Gospod Pečovnik živi na srednje veliki kmetiji, ki jo je predal svojemu sinu. Na njej se ukvarjajo s prirejo mleka. Kot član zadruge je vse od leta 1992 aktivno deloval v organih upravljanja zadruge, bil je tudi predsednik nadzornega odbora zadruge. Z vztrajnostjo in delom je pomembno prispeval k doseganju in uresničevanju ciljev zadruge. Aktiven je tudi v okolju, kjer živi, saj je že več kot 20 let aktivni član gasilskega društva Tešova, bil je tudi svetnik občine Vransko, kjer je za delo prejel občinsko priznanje za uspešno delovanje na področju lokalne skupnosti. Naslednji prejemnik oziroma prejemnica pa je gospa Darinka Pikl na predlog Kmetijske zadruge Savinjska dolina. Priznanje dobi za prizadevno delo v zadrugi. Gospa Pikl je že od otroštva uživala v stiku z naravo. Po koncu študija se je zaposlila v Hmezat kmetijski zadrugi Savinjska dolina, kjer je dobro spoznala tamkajšnje kmetije, delo v rastlinski in hmeljarski proizvodnji ter prireji mleka in živinoreji. Leta 1992 je postala direktorica Kmetijske zadruge Prebold, kasneje po združitvi kmetijskih zadrug Prebold in Tabor pa še Združene zadruge Savinjska dolina. Razvoj zadruge v smislu pridelave hrane in ponudbe trgovskega blaga, zagotavljanje pogojev za uspešno kmetovanje in zadovoljstvo članov zadruge, gospe Pikl predstavljajo izziv in motivacijo za njeno požrtvovalno delo. Naslednji dobitnik je gospod Jože Tomažič na predlog Kmetijske zadruge Radgona za dolgoletno zgledno sodelovanje z njo. Gospod Tomažič obdeluje 51 hektarjev zemlje, v hlevu ima 700 bekonov in 50 glav telic, letno proda 2150 prašičev. 8 let je član upravnega odbora Kmetijske zadruge Radgona in 4 mandate predsednik strojnega krožka Gornja Radgona. Svojim delom in zgledom dokazuje, da je pravi zadružnik ter zaveden kmet, ki je pomembno prispeval k razvoju in uspešnosti zadruge. Naslednji dobitnik je gospod Joško Tomšič na predlog Kmetijske zadruge Trebnje za prizadevno delo v zadrugi in na domači kmetiji. Gospod Tomšič je zaposlen v Kmetijski zadrugi Trebnje kot vodja zadružne enote Mokronok, Trebevno in Mirna Šentrupert. Je tudi član Kmetijske zadruge Trebnje. Poleg službe kmetuje doma na manjši kmetiji, ki je usmerjena v mlečno proizvodnjo. Delo v zadrugi opravlja z veliko poštenostjo in odgovornostjo, je zanesljiv in požrtvovalen. Zaradi zelo dobrih odnosov s člani in drugimi kmeti in svoje poštenosti je cenjen med kmeti na širšem območju in uspešen pri svojem delu. Naslednja priznanja podeljujemo za trajen doprinos k razvoju zadružništva. Prejmeta pa jih gospod Ervin Čas na predlog Hmezat kmetijske zadruge Petrovče. Za trajen doprinos k razvoju zadružništva. Gospod Čas je član zadruge vse od njene ustanovitve in je ves čas z njo poslovno sodeloval. Bil je aktiven v organih upravljanja, skrbel je za njen razvoj in razvoj zadružništva širše v regiji. Bil je 4 mandate predsednik nadzornega odbora. Svojim delom in pripadnostjo zadrugi je bil zgled številnim članom zadruge. Vse od leta 1991 je bil tudi uspešen podjetnik, ki je vodil družinsko podjetje Mesarstvo Čas. Danes družinsko tradicijo nadaljujeta sinova.
Alojz Strnad na predlog Kmetijske zadruge Rače za trajen doprinos k razvoju zadružništva. Gospod Strnad je zadružnik z dušo in srcem že od svoje mladosti. Po končani srednji ekonomski šoli se je odločil ostati na domači kmetiji. Vedno je zvesto sodeloval z zadrugo ter poudarjal pomen zadružništva za slovensko kmetijstvo. Bil je prvi predsednik Kmetijske zadruge Rače in to funkcijo opravlja še danes. Zadruga se je v letih njegovega vodenja razvijala in izjemno napredovala. Zgradila je svojo klavnico, mesno-predelovalni obrat in prodajalno in danes sodi med pomembnejše zadruge v Podravju. Vse to je bilo rezultat vizije, strpnosti, hrabrosti in poguma, ki jih je premogel gospod Strnad pri vodenju in povezovanju članov in delavcev zadruge za skupen napredek in razvoj. Poleg dela v zadrugi je bil aktiven še v občini Rače Fram in v svetu Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Svoje znanje, izkušnje in modrost prenaša na mlajše člane zadruge z nesebičnostjo in delom pa postavlja trdne temelje za nadaljnji razvoj zadruge. Priznanje o posebni priložnosti pa prejmejo Društvo kmečkih žena Kranj za 40 let delovanja. Ustanovljeno je bilo kot aktiv, nato se je združilo in se od leta 1977 imenuje Društvo kmečkih žena Kranj. Po številu članic sodi med najštevilčnejše takšno društvo na Gorenjskem, ki združuje 6 občin: Kranj, Naklo, Cerklje, Preddvor, Šenčur in Jezersko. Društvo sestavljajo 3 samostojni odbori, ki delujejo na območju 3 kmetijskih zadrug. Društvo si prizadeva za zagotavljanje ustreznega mesta kmetic v naši družbi. Kljub delu doma na kmetijah, kmečke žene najdejo čas za delo v društvu, kjer si z izobraževanjem pridobivajo nova znanja, se med sabo povezujejo in izmenjujejo izkušnje. Svojimi aktivnostmi in prizadevnostjo so pomembne sooblikovalke življenja na podeželju in na svojih kmetijah. In pred nami je predsednica društva gospa Marinka Šifrer. Vinska klet Goriška Brda za 60 let delovanja. Ta klet je že od ustanovitve dalje nosilec vinogradništva in vinarstva v Brdih. Danes zadruga združuje 400 briških vinogradniških družin, ki že 60 let soustvarjajo uspešno zgodbo briškega vinarstva. Poslanstvo kleti Brda je v vinu izraziti edinstvenost teritorija Goriških Brd ter z uspešnim trženjem prispevati k razvoju področja in pridobiti ljudi in ohranjanju kulturne krajine. Glavno vodilo pri vsakodnevnem delu je globoko spoštovanje narave in njenih ciklov, saj so kakovost rodi v vinogradu. Zadruga je članica mednarodnega gibanja Herojsko vinogradništvo, v katerega so združeni tisti evropski vinogradniki, ki svoje vinograde obdelujejo na strmih legah na tradicionalen in naravi prijazen način, s spoštovanjem stoletnih tradicij. Svoje vina predstavlja sloganom Pridelali junaki vinogradov. Klet Brda je vodilni slovenski vinar na domačem trgu in največji izvoznik slovenskih vin. In priznanje bo prevzel predsednik zadruge, gospod Marjan Lesica. Kmetijska zadruga Medvode za 70 let delovanja. To zadrugo so kmetje ustanovili zato, da bi svoje izdelke lahko lažje in ugodneje prodali ter za svojo proizvodnjo ugodneje kupovali repromaterial. Skozi zgodovino je zadruga doživljala vrsto preoblikovanj, vendar je svojo dejavnost ohranila vse do danes. Zadruga danes šteje 250 članov in zaposluje 28 ljudi. Letno ustvari več kot 11 milijonov evrov prihodkov. Glavnino prihodkov predstavlja odkup mleka, živine in poljščin ter oskrba kmetov s kmetijskim repromaterialom. V 4 prodajalnah zadruge imajo tudi kotičke, kjer ponujajo dobrote s kmetij lokalnih pridelovalcev.
Člani so s storitvami zadruge zadovoljni, saj jim zagotavlja redno plačilo za prodane pridelke in konkurenčne nabavne pogoje v zadružnih trgovinah. Med člani gradijo široko solidarnost in vzajemnost, kar krepi pripadnost članstva do zadruge. V prihodnje načrtujejo povečanje odkupa mleka in kmetijskih proizvodov in krepitev sodelovanja z zadrugami v soseščini. Zadruga je tesno povezana z lokalnim okoljem, bila je nagrajena s plaketo občine Medvode, Turistična zveza Slovenije pa ji je podelila priznanje za najlepše urejeno organizacijo v občini Medvode. In priznanje prevzema direktor zadruge gospod Milan Sobočan. In naslednje priznanje prevzema kmetijska zadruga Vinagras Sežana za 70 let delovanja. Vendar prvi zametki te zadruge segajo že v letu 1861, ko je bila v Sežani zgrajena velika velbana klet iz klesanega kamna za potrebe furmanskega gostinstva. No in vse od leta 1947 s ponosom in tradicijo v kleti Vinagras Sežana pridelujejo vina vrhunske kakovosti. V preteklosti in danes je zadruga nosilka kmetijske dejavnosti na celotnem kraško-brkinskem območju. Združuje 235 članov, je sodobna, stabilna, socialno naravnana zadruga z vizijo in jasno določenimi cilji. Letno ustvari več kot 4 milijone evrov prometa in daje delo 50 zaposlenim. Polovico prihodkov zadruge predstavljajo živinoreja, odkup mleka, poljedelstvo, sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, drugi del prihodkov pa trgovina s kmetijskim blagom. Od lani zadruga deluje tudi na področju turizma. Zadruga je v zadnjih letih veliko vlagala v razvoj in posodobitve, saj so obnovili celotno klet, vse lastne vinograde, prenovili in nadgradili so celotno linijo vin ter na novo uredili trgovinsko-promocijske prostore. Prenovljene so tudi vse zadružne trgovine. Prav v zadrugi gre zasluga, da se je vinogradništvo na Krasu ohranilo v takšni meri vse do danes. In zato so bili tudi v središču pozornosti včeraj, ko je bila podelitev medalj državnega ocenjevanja vin, dobili so 8 srebrnih medalj in 6 zlatih ter šampiona za teran PTP 2016. Predsednik zadruge je tukaj gospod Egon Rebec. Iskrene čestitke še enkrat vsem, hvala lepa gospod Risk, hvala lepa gospod Jožica. Tako, ja, lahko jim še enkrat vsem skupaj zaploskate. In tudi zaradi vas, dobitnikov priznanj, smo seveda vsi tako veseli, da bi kar zaplesali, ampak zdaj bomo še nekoliko počakali, zemlja pa naj pleše. Pa naj pleše v pozitivno stran, ne? Če drugače ne, vsaj z glasbo, pa z našo dobro voljo bo tudi pozitivno. Pride maj, pride spet jesen, tisoč let že.
Hvala lepa glasbenikom Take Nine Orchestra in Tjaši Lesjak. Hvala seveda tudi vsem vam, ki ste bili danes tukaj in ste se družili z nami in se boste družili med seboj seveda še naprej. Vem, da vas sejemsko dogajanje kliče in vabi, pa vendar vse dobitnike priznanj prijazno povabim zdajle sem na tiste skupinsko fotografiranje. Kot veste, moramo zanamcem pustiti tudi spomine s fotografijami. Po končanem fotografiranju pa ste seveda vsi povabljeni, da postojite še tukaj zunaj pred vhodom, kjer bomo lahko nazdravili, in sicer z vini vinske kleti Goriška Brda in vina Kras Sežana ter z dobrotami, ki so jih za vse nas pripravile kmečke žene iz Gornje Radgone. Potem pa tam nekje po noči, enkrat pa srečno domov in uspešno delo še naprej. Hvala lepa za danes in nasvidenje.